pozdravljeni na današnjem webinarju Akademije Zelena Slovenija o novem prostovoljnem standardu EU in o tem, kaj prinaša podjetjem in njihovim vrednostnim verigam. Kajti čez poletje so se stvari tudi spremenile in predavateljica magistrica Vanessa Čani nam bo predstavila novosti tega prostovoljnega standarda in kako se razlikuje od dosedanjega VSME prostovoljnega standarda. Preden predam besedo Vanessi, samo na kratko o Zeleni Sloveniji, da malo spomnimo, in sicer Zelena Slovenija obsega izdajanje revije ESG, kjer obravnavamo aktualne tematike z področja okolja, družbe, upravljanja. Potem tudi vključuje trajnostno svetovanje po konceptu One Stop Shop, torej vse na enem mestu, od priprave politik, strategij do tudi trajnostnih poročil, izvedbe komuniciranja, izobraževanj in tudi različnih projektov po meri naročnika. Potem je trajnostno poročanje po različnih standardih, tudi ESRS, prostovoljnih standardih, tudi globalnem standardu GRI in drugih okvirih. Področje varnosti in zdravja pri delu obsega stičišče dobrih praks in znanj in pa tudi diagnostično orodje. Predvsem dajemo poudarek tudi psihosocialnim vidikom zaposlenih. Akademija Zelena Slovenija vključuje različna izobraževanja, tako tovrstna webinarje, konference, tudi v živo, razne delavnice in pa tudi prilagojena izobraževanja za posamezna podjetja. Potem je tudi Zeleno omrežje Slovenije, ki združuje že skoraj 400 podjetij in drugih organizacij, tudi fakultet, inštitutov, zavodov v teh trajnostnih prizadevanjih in jim nudi številne ugodnosti tudi medsebojnega povezovanja in komuniciranja. Na portalu za trajnostni razvoj Zelena Slovenija lahko dnevno spremljate aktualne novice z področja ESG, tako zakonodajne kot tudi razne dobre prakse, raziskave in druge. Potem je zbirka Zelena Slovenija, v okviru katere izhajajo različni priročniki in strokovne publikacije z področja ESG. Izračunavamo tudi analizo življenjskega cikla izdelkov, kar je še posebej zanimivo, če se prijavljate na razne razpise ali pa če uvajate kakšen nov ali spremembe določenega produkta v vaše procese. Potem izračunavamo ogljični odtis in pa pomagamo tudi podjetjem pri implementaciji krožnega gospodarstva in zdaj zelo sveže uredbe o embalaži in odpadni embalaži v njihove poslovne procese. Tako da tule vabim, da spremljate Zeleno Slovenijo, tako na spletnem portalu, kot tudi na našem družbenem omrežju LinkedIn, kjer tudi sproti delimo te dnevne novice in tudi seveda razne druge objave preko revije in akademije. Potem naj predstavim tudi analize, raziskave in vodnike ESG, ki jih izvajamo v Zeleni Sloveniji, torej to so naše lastne analize in raziskave in vabim, da si jih ogledate. In sicer med analizami in raziskavami je trenutno že več teh analiz, kot so ključne vsebinske usmeritve družb na področju ESG, kar izhaja iz obrazov ESG, to je publikacija, ki bo tudi v kratkem izšla. In na podlagi tega, kar smo povprašali ključne strokovnjake ESG z različnih podjetij, smo pripravili tudi to vsebinsko analizo in dodatno tudi potem po različnih področjih, kot so kadrovski profili, kompetence, glede na vizije v podjetjih in organizacijskem modelu. Potem smo izdali tudi analizo o drugem letu poročanja po ESRS, torej kaj se je spremenilo, kakšni so pristopi. Potem je tudi dve analizi za 2 leti Zelenega omrežja Slovenije oziroma prakse in kaj podjetja komunicirajo. In tisti, ki ste člani, torej člani lahko preko revije, preko portala tudi komunicirajo o svojih trajnostnih aktivnostih. In ta analiza odkriva, kakšna je zrelost teh predstavljenih ESG praks preko teh komunikacijskih kanalov v podjetjih, kajti podjetja redno sodelujejo tudi na ta način. Potem so pa tudi vodniki ESG, ki smo jih pripravili in sicer zelo aktualna, kot že rečeno, ta PPVR uredba, torej v vašem podjetju, ki pristopa zelo konkretno in tudi daje zelo jasna navodila, tudi z vidika rokov in tudi po področjih zavezancev, tako da vabim, da si res ogledate. In pa vodnik poročanja o trajnostnosti, torej tudi glede na vse te nove zahteve, termine, tako da vse te analize, raziskave, vodniki so na voljo brezplačno na našem spletnem portalu in sicer najdete pod založništvo.
nekateri ste morda to tudi že zasledili. Pomembno je samo pač, da oddate vaš e-mail naslov in vaše podatke in potem dobite na svoj e-naslov tudi povezavo, kjer si lahko prenesete te vodnike in analize. Potem pa napovedujemo tudi v okviru Akademije Zelena Slovenija še prihodnje dogodke do konca leta, tako da vabimo, da si morda malce date v plan, in sicer v septembru pripravljamo predstavitev z razpravo o ESG obrazih v Sloveniji v letu 2026, kar je povezano tudi z izidom e-publikacije na to temo, in potem tudi okroglo mizo, kaj povemo, ko komuniciramo ESG, tako da tudi v kratkem tisti, ki prejemate tudi novice, boste prejeli tudi te informacije. V oktobru predvidevamo tudi predavanje in okroglo mizo z področja ogljičnega odtisa obsega 3, in pa zelo aktualna konferenca zelenega omrežja prihaja tudi v oktobru, to je pa v živo na lokaciji, tokrat pri Luki Koper, kjer bo tudi ogled prakse, kjer se bomo posvetili lokalnemu okolju oziroma kako je podjetje lahko trajnostni partner lokalnemu okolju. Potem pa še v novembru pripravljamo 2 okrogli mizi, in sicer eno na temo EUDR sprememb in pa varnosti in zdravja pri delu. Tako da vabljeni, da spremljate, če pa še ne dobivate naših novic, pa vabljeni, da se tudi prijavite. Zdaj pa samo, da še predstavim en zelo aktualen program za voditelje, vodenje dvojnega horizonta, kjer je program zasnovan za vodje, ki si želijo odločati bolj zrelo, bolj odgovorno in tudi bolj človeško vzdržno. In izhodišče programa je, da ne gre samo za strategije in tehnologije, ampak za to notranjo kapaciteto ljudi, ki odločajo, torej ki so na vodstvenih položajih, kajti vemo, da vodstvo ima zelo velik vpliv potem tudi na ostale zaposlene. In ta model dvojnega horizonta povezuje 2 ključna pogleda, in sicer zunanji horizont in pa notranji horizont, kjer ta zunanji horizont pokaže te zunanje vidike, kot so razne tehnološke spremembe, vplive trga, tudi umetne inteligence, regulative, konkurence in pa tudi različna tveganja, ki se pojavljajo. Notranji horizont pa kaže na to, kaj ne glede na vse te zunanje spremembe je pomembno, da ostane, in to je še vedno človek, njegovo dostojanstvo, njegove vrednote, odgovornost, zaupanje in pa tudi namen, da ga ima človek v tem svetu in v vsem tem delu, ki ga opravlja. In pomembno je, da se povežeta oba ta horizonta, in v bistvu takrat šele nastane to zrelo odločanje pri vodstvu. In program je sestavljen iz 10 modulov, ki vodje vodijo postopoma od nekega razumevanja lastnega notranjega odziva do potem prenosa tega v samo organizacijsko prakso. Zdaj lahko vodje grejo čez vseh 10 modulov, lahko pa se tudi izbere določen modul in se izvede samo tistega. Tako da vabljeni, če vas zanima več o tem, da nas kontaktirate, pa lahko vidimo, kaj bi bilo najboljše za vas. Tako da to je nekaj na kratko o Zeleni Sloveniji. Zdaj pa kar vabim Vaneso, da predstavi novosti. Lepo pozdravljeni, zelo sem vesela, da smo lahko spet skupaj. Imamo eno tako zanimivo temo v okviru tega širšega ekosistema trajnostnega življenja, trajnostnega upravljanja, konkretneje trajnostnega poročanja. Torej, kje v celotnem tem širšem ekosistemu, ki vemo, da je precej dinamičen, spremenljiv, morda bolj, kot bi se želeli, in zato mestoma celo malo konfuzen, želimo danes umestiti, kje se torej nahaja ta pomemben delček prostovoljnih standardov in kaj pomeni za družbe, ki so še vedno zavezanke po CSRD, in za vse ostale družbe. Torej, kaj prinaša podjetjem, njihovim vrednostnim verigam? Ko vidimo, vsebina je kar široka, tako da bomo poskušali biti dinamični. Torej, najprej nekaj besed, zakaj so sploh potrebni novi prostovoljni standardi poročanja o trajnostnosti. Relacija, lahko rečemo, saj smo že imeli VSME, zakaj novi prostovoljni standardi, na kratko VS, kaj se dejansko s tem spreminja, komu so predvsem standardi namenjeni, par besed o temeljnih načelih priprave tega poročila, možnosti poročanja in potem, kaj v resnici pomeni omejitev zahtev v vrednostni verigi. To je ena taka pravna določba, ki je lahko tudi za koga pomembna.
kako naj velika podjetja prilagodijo upravljanje dobaviteljev, ker ne gre samo za poročilo tistega, ki želi poročati, ampak v bistvu to poročilo ima tudi posebno težo za upravljanje vrednostnih verig. In s tem bomo nekako zaključili. Torej, kot rečeno, standard je relativno svež, čeprav smo o njem govorili že nekaj časa, smo ga pričakovali. Evropska komisija je sprejela 3. julija tako imenovane evropske standarde poročanja o trajnostnosti za prostovoljno uporabo, tako imenovani voluntary standard, zato se uporablja pogosto ta okrašljava kar VS. Zdaj, če smo čisto natančni, s pravno dikcijo, je to neko daljše ime, ki se reče delegirane uredbe EU o dopolnitvi in tako naprej. Se pravi, to je uradni naziv. In standardi prostovoljnega poročanja bodo sprejeti na ravni delegiranega akta. Torej, temeljijo na VSME, to ni povsem neka nova zgodba. In hkrati bomo tudi videli, da je logika ostala zelo podobna. Njihova uporaba je pa precej širša, kot je bil ta tako imenovani prehodni standard VSME. Torej, kot vemo, VSME je prišel na mizo leta 2025 in je bil izključno namenjen ali pa predvsem namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, medtem ko nove standarde prostovoljnega poročanja pa lahko prostovoljno uporabljajo vsa podjetja, seveda tista, ki niso zavezanci po poročanju skladno z zakonodajo CSRD, in hkrati ščiti tudi pred tako imenovanimi čezmernimi zahtevami po podatkih, tu je v angleščini tako imenovani value chain cap, ki velja za podjetja z največ 1000 zaposlenimi. V nadaljevanju bom to malo podrobneje predstavila, torej kdaj se podjetje z največ 1000 zaposlenimi, ki pa ni zavezanec, lasten sam zavezanec po CSRD, je pa v verigi zavezanca, lahko skliče torej za to zaščito, če bi seveda njegov kupec, ki pa je zavezanec po CSRD, od njega za namene poročanja zahteval podatke, ki gredo torej čez te zaščitne meje. Kot rečeno, nekaj več kasneje. Torej, na dan, ko se danes srečamo, se pravi 21. avgusta, ta delegiran akt še ni formalno pravno v veljavi. Zakaj? Seveda, ker poznamo ta evropski pravni red, da potem, ko ga sprejme Evropska komisija, je potem to posredovano še v Evropski parlament in Svet EU. Konkretno gre za 2-mesečni pregled, lahko se še podaljša za 2 meseca, če bojo takšne potrebe, in potem začne veljati tretji dan po objavi v Evropskem uradnem listu. Pomembno pa je, ko se vprašamo, ali ga bomo, če smo veliko podjetje, ki smo sami zavezanci po CSRD in ga želimo uporabljati za naše upravljanje vrednostne verige, ki je tako pomembno torej za naš lastni upravljavski del trajnostnosti, hkrati pa tudi za poročanje po trajnostnosti. Vemo, da se ta omejitev zahtev v vrednostni verigi uporablja za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2027 ali kasneje. Medtem ko ostala podjetja se lahko sklicujejo na ta prostovoljni standard od datuma veljave te delegirane uredbe. Najprej se torej vprašamo, zakaj smo potrebovali ta nov standard ali standardi, ki se tudi uporablja množinsko. Sistem evropskega poročanja o trajnostnosti, o tem je bilo ogromno govora tudi v okviru Akademije Zelene Slovenije, je bil kar precej pretresen s področja tega omnibusa in nove perspektive, večje konkurenčnosti Evropske unije in precej velikih škarij tistih subjektov, ki jih CSRD in sicer paketna zakonodaja z področja trajnostnosti zadeva. In seveda posledica tega je, to vsi dobro vemo, bistveno manjši obseg zavezancev gospodarskih subjektov, ki bodo poročali tudi v nadaljevanju. Medtem pa se potrebe po podatkih z področja
ESG-ja, tudi nekako mehanizmi upravljanja trajnostnosti, ki so se nekako že udomačili z vidika teh dveh perspektiv. Po eni strani gre za prepoznavanje pomembnih vplivov na ljudi in okolje strani gospodarskega subjekta, po drugi strani pa podjetja skrbneje, z večjim razumevanjem, z večjim nekim strukturnim upravljavskim pristopom pristopajo tudi k finančnim posledicam z področja torej ESG elementov, ki vplivajo torej na finančni aspekt poslovanja. Torej, še vedno gre za potrebo po tem razumevanju, hkrati gre za potrebe po prenosu teh podatkov drugim deležnikom. Seveda po eni strani so finančne inštitucije, ki so še vedno po eni strani močno zavezane k uporabi teh podatkov, ker imajo tudi svoje namene in poslovanje z vidika potem transformacije finančnega sektorja, potrebujejo torej te podatke za ocenjevanje okoljskih in socialnih tveganj in hkrati še vedno, ne glede, da malo opažamo v nekaterih raziskavah, da se določeni kupci nekoliko ohlajajo pri svojih povpraševanjih po ESG kazalnikih, je vedno še ta delež zelo visok in pri nekaterih celo tak odločilen, se pravi, da so to podatki, ki so med tistimi podatki, ki vplivajo na to, ali bo prišlo do posla ali ne. Torej, še vedno je trg, še vedno je ta finančni aspekt, ki torej potrebuje eksaktne, strukturirane, trajnostne podatke, torej se še vedno potrebuje nek okvir in v odsotnosti tega regulativnega dela poročanja prostovoljni standardi torej zavzemajo ta velik del, ki bi, tako želi Evropska komisija, da bi prevzel torej nek tak dominanten del urejanja podatkovne upravljavske sfere prenosov ESG podatkovnih nizov in hkrati tudi upravljavske prakse. Torej podjetja, ki niso zavezanci pod CSRD, še vedno, verjamem, da je to izkušnja marsikoga izmed vas, prejemate številne dobaviteljske vprašalnike bank, kupcev, vprašanja o človekovih pravicah, zahteve po raznih dokazovanjih, kakšne politike imate, cilje, certifikate, seveda splošno, posebej še sektorsko oblikovane zahteve in tu se ugotavlja nič novega, da se porablja zlasti, če gre za mikro, mala podjetja, tudi za marsikatero srednje podjetje, velika količina nekih virov za to, da se pripravljajo podatki po različnih vzorcih, kar je pravzaprav nepotrebno, če bi obstajal nek splošno sprejet poročevalski okvir ali standard, kjer bi potem bil ta en del, ki se lahko uporablja za več teh potreb razkrivanja. Torej, tu si nekako Evropska komisija in pripravljavci obetajo, če bo to res splošno zaživelo v več teh sektorskih potrebah, da bo prišlo do precejšnje razbremenitve po vrednosti verigi navzdol, zlasti mala, srednja, velika podjetja. Novi prostovoljni standardi imajo zato dva različna, vendar seveda povezana namena. Po eni strani to, kar sedaj govorim, da omogoči podjetjem, da na en način pripravi svoje informacije o ESG, seveda skladno z temi prostovoljnimi standardi in da je potem seveda to uporaben za vse različne deležniške interese njegovega poslovanja. Po drugi strani gre pa za to zaščito čezmernega obremenjevanja po pridobivanju določenih podatkov za namene ESG razkrivanja velikih zavezancev CSRD, namreč kar se tudi opaža, da določene velike korporacije, ki so zavezanke po CSRD, tudi dajo v imenu namena razkrivanja čezmerne vprašalnike malim mikropodjetjem, ki seveda teh podatkov ne zmorejo tudi zagotavljati ali vsaj ne z nekimi sorazmerno primernimi viri.
In tu torej je v bistvu tista zgornja kapica, ki določena podjetja zaščiti, in nekaj več povem še o tem. Komisija torej standardom pripisuje pomene velike, seveda pa se vsi zavedamo, da eno je sprejeti določeno delegirano uredbo, drugo pa je, kako bo trg to sprejel, ali bodo dejansko finančne inštitucije se v tej veliki meri res naslonile na ta standard in ga bodo akceptirale kot ta del podatkovnega jezikovnega niza, ki zadošča za njihove ESG potrebe, in ali bodo seveda te standardi pravzaprav res en vzorec prenašanja ESG podatkov po vrednostnih verigah. Če se bo to zgodilo v prihodnjih letih, bi naj torej bil pomemben prispevek k ureditvi podatkovnih nizov ESG v celotnem trgu in upravljanju. In tu je neka taka ambicija ali želja tega standarda. Samo zato, da si na hitro strukturiramo, kam kaj paše, Kot rečeno, standardi poročanja ni nova stvar, o tem se govori že več kot 3 desetletja in so različne generacije teh standardov, določeni so že opuščeni ali so bili predhodniki teh standardov, ki so sedaj v uporabi. Torej to, kar je sveže, je ta zgornja vrstica. Vemo, da v trajnostnosti, tako se je vsaj zadnja leta izbistril ta pogled, govorimo o tem dvojnem pogledu, se pravi vplivi organizacije na ljudi in okolje, to je še vedno globalni šampion prostovoljnih standardov, tako imenovani GRI, kot vemo, ima najdaljšo ali najobširnejšo tradicijo tudi v slovenskem prostoru. Še marsikatera podjetja, ki niso zavezanci po GRI-ju, so še vedno nekako poročevalci po teh standardih. V zadnjih letih je ravno zaradi potrebe finančnih inštitucij z relativno veliko ambicijo na globalnem trgu se lansiral ESSB, se pravi, gre torej bolj za ta finančni pogled, medtem ko TCFD nas je pa vse učil, te podnebne metrike, teh pristopov k prepoznavanju tveganj podnebja, tako fizična tveganja, kakor prehodnostna tveganja, in v bistvu te so ti glavni gradniki, ki so tudi prišli v ESRS, ki pa je torej delegiran akt, ki je zakonsko obligatoren v Evropski uniji, ker je pa nastala tako velika vrzel, med trgom, med subjekti na trgu in tistim koščkom tega, ki so pa zavezanci po CSRD-ju, je bil v prehodnem obdobju tako imenovani VSME, zlasti za mala, srednja, velika podjetja, ki je bil tudi mišljen kot neka začasna prehodna rešitev, medtem ko ta ključni del prehoda, manjko na trgu tega poročevalskega telesa, je pa tako imenovani VS, ta voluntary standard ali prostovoljni standardi. In v hipu, ko bodo uradno sprejeti strani Evropske unije, se tudi VSME nekako umakne iz prizorišča, kar pa pravzaprav Evropska komisija stalno poudarja, in tudi EFRAG, ki je ta telo, strokovno, ki vse to v imenu Evropske komisije pripravlja, je pa, kar bomo tudi kasneje videli, je pravzaprav ta novi VS tako natančno ali pa res vsebinsko precej usklajen z VSME, da vsa tista podjetja, ki ste delali v tem prehodnem obdobju po VSME, ki ste jih nekako že osvojili, da boste pravzaprav samo nadaljevali in da ne gre za neko novo zgodbo. Torej, še vedno podjetja, ki ste globalna ali delate v globalnih verigah, ne samo evropskih, lahko še vedno nadaljujete, po GRI standardih ali pa pač odvisno od tega, kar je v vaši vrednostni verigi. Torej, poskus zapiranja tega ekosistema na evropski ravni je pa ta VS ali prostovoljni standardi, in kot vidimo, je ta v največji meri tako z vidika razumevanja, strukturiranosti, konceptualnih definicij, maksimalno usklajen z ESRS, tako da so zgodbe povezljive.
Torej, nekaj več besed od VSME do teh prostovoljnih standardov VS. Torej, komisija ni sprejela novih standardov, ki bi bili povsem vsebinsko novi ali bistveno obsežnejši. Torej, resnično, ko človek gleda, reče na prvi pogled, saj to pa že vendar poznam, a ne? Se pravi, ohranja se ta dva modula, osnovni celoviti, ne uvaja nekih novih modulov, ne dodaja novih podatkovnih točk. Te spremembe, ki to so relativno minorne, majhne, se omejujejo na te nujne prilagoditve, ker se seveda prilagajajo tudi tem revidiranim, novim ESRS standardom in se pravi te pravne ureditve, omejitve v vrednostni verigi, da potem, ko velika podjetja, kot poudarjam, ne nalagajo čezmerna bremena razkrivanja majhnim in mikropodjetjem v svoji vrednostni verigi. Torej gre predvsem za pravno in sistemsko nadgradnjo VSME, torej ne gre za nekaj povsem novega. Zato, da si nekako strukturirano lažje predstavljamo, kaj pa je sploh razlika, se na hitro sprehodimo po tej tabelici. Torej, VSME iz leta 2025 je bilo na ravni priporočila Evropske komisije, medtem ko ta novi prostovoljni standardi so delegirana uredba, ki bo neposredno veljala v državah članicah, torej ne gre za prenos v nacionalne pravne rede. Primarno so bili VSME, kot samo ime že pove, standardov, namenjeni mikro, malim in srednjim podjetjem, medtem ko novi prostovoljni standardi pa so taki, ki se uporabljajo za podjetja vseh velikosti, zunaj torej obveznega okvirja tistih, ki so obvezni poročati po CSRD, seveda imajo ESRS standarde. VSME ni predstavljal pravno zavajajoče zgornje meje zahtev, medtem ko v novih prostovoljnih standardih je pa priloga 2, ki določa zgornjo mejo določenih zahtev zavezancev po CSRD, to pa pomeni, kot ponavljam, da se ne more od malih ali pa podjetij, tako moram natančneje reči, ne samo malih, srednjih, velikih, ampak podjetjem, ki imajo 1000 ali manj zaposlenih, zahtevati več, kot je to določeno v prilogi 2. Zaščita je bila predvsem politično priporočilo trgu, torej sedaj pa podjetja z največ 1000 zaposlenimi dobijo zakonsko pravico, da zavrnejo zahtevo po razkritih nad določeno mejo. Kakšne so omejitve tega varstvenega dela, bom tudi povedala kasneje. VSME je osredotočen torej na lažje odzivanje malo, srednjih, velikih podjetij. Torej tu za prostovoljne standarde je pa ambicija, da postane pomemben podporni del celotne evropske arhitekture CSRD in vrednostnih verig. Se pravi, VSME je vseboval nekoliko več podatkovnih točk, ampak ne veliko, če natančno primerjamo. In te v novih prostovoljnih standardih so te določene točke razkrivanja prilagojene že tem revidiranim standardom in nekatere so tudi odstranjene. V novih prostovoljnih standardih so določene informacije prostovoljne za podjetja, ki imajo 10 ali manj zaposlenih, medtem pa v VSME teh nekih dodatnih zaščit za ta mikropodjetja ni bilo. Pravzaprav vidimo, da ne gre za neke velike tektonske spremembe, da gre za neke minorne stvari, tako da tisti, ki ste se že seznanili z VSME-jem in so vam praktični, ste že kar in ste še vedno na domačem terenu, za kot rečeno nekimi majhnimi spremembami. Torej, komu so standardi namenjeni? Bomo pogledali malo po strukturi. Torej, najprej pogledamo za podjetja, ki niso zavezanci po CSRD. Ti lahko uporabljajo ta standard oziroma je zaželeno, dobrodošlo, da jih uporabljajo, ne glede torej na velikosti. Tudi podjetja, ki ste morda bili v prvem valu poročanja, pa ste na podlagi omnibusa izpadli, in zaradi novih pragov niste več zavezani,
Ste pa pomembni dobavitelj evropskim skupinam, kupcem oziroma tudi sami želite, družbeno odgovornost zaradi tudi drugih deležnikov, kot so banke, lokalne skupnosti in tako naprej, in želite ohranjati ta verodostojen, sorazmeren ESG tudi poročanje, je v bistvu to vaš pravi potem standard, na katerega se lahko sklicujete. Seveda si ga nadgradite, ker tako kot vidimo, modul 1, osnovni in celoviti modul, glede na to, kaj ste bili vajeni razkrivati v ESRS, vam bo marsikaj manjkalo, ampak kot rečeno, se tudi tu pričakuje, da podjetja nadgradijo še s tistimi podatkovnimi točkami, ki jih sami prostovoljni standardi ne predvidevajo, glede na vašo oceno dvojne pomembnosti. Seveda z vidika prostovoljnih standardov gre za močno poenostavljen pristop. Torej, vsa podjetja, ki ste bili zavezanci prvega vala poročanja in niste več, je to za vas zdaj primeren standard. Zdaj pa podjetje z največ 1000 zaposlenimi ali manj, kaj za vas to pomeni? Lahko dobite status tako imenovana zaščitenega podjetja, če ste del vrednostne verige podjetja, ki pa je zavezanec po CSRD. To pa pomeni, seveda, zaščita je, da v predhodnem poslovnem letu niste presegli 1000 zaposlenih, da ste v vrednostni verigi zavezanca po CSR in da vaš kupec oziroma taki od vas zahteva te podatke, jih zahteva za namen poročanja o trajnostnosti po CSRD. Če kupec od vas zahteva določene podatke, ki so zunaj tega obsega skladno z drugo zakonodajo, torej ne CSRD, pa vas ta zaščita potem ne zadeva. Pri tej zaščiti torej ni prihodkovnega ali bilančnega praga, ampak je samo merilo število zaposlenih. Tisti, ki ste še vedno zavezanci po CSRD-ju, govori to, da je za vas to še vedno lahko zelo dobrodošel, praktičen standard, ni pa standard vašega poročanja. Vi torej še vedno nadaljujete skladno z CSRD po poročanju standardov ESRS. Kaj pa za vas pomenijo ti prostovoljni standardi? Pomeni, da je lahko referenčna zbirka podatkov, ki jih lahko zahtevate od zaščitenih podjetij, se pravi od podjetij, ki imajo maksimalno 1000 zaposlenih in so v vrednostni verigi. To je lahko zelo, zelo dobrodošla podlaga za to, da prenovite ali sinhronizirate vaše ESG vprašalnike, s katerimi potem obvladujete podatkovne nize vrednostne verige z vidika ESG-ja. Lahko je okvir za segmentacijo vaših dobaviteljev, lahko je orodje za standardizacijo podatkovnih zahtev in tudi neka podlaga za zmanjševanje podvajanja, da pravzaprav razbremenite vaše partnerje po vrednostni verigi z nekimi vašimi lastnimi vprašalniki, ki jih morajo torej odgovore pripravljati izključno za vas in jih razbremenite na ta način, da vam lahko posredujejo te standardizirane podatke in jim s tem olajšate neko še separatno delo, vi pa seveda v skladu z vašimi zahtevami potem ostale podatke dobite na drug način. Temeljna načela priprave poročila. Prostovoljni standardi ne zahtevajo formalne ocene dvojne pomembnosti, tisti, ki ste že totalno izpiljeni glede poročanja o ESRS, veste, da je temelj vseh temeljev ocena dvojne pomembnosti, ki pa seveda po ESRS, kot je bil do sedaj, gre za formaliziran, relativno zahteven pristop, ker je tudi predmet relativno zelo natančnega pregleda zunanjih revizijskih hiš.
je nekaj, kar seveda v oceni, pri standardu prostovoljnega poročanja ni formalno zahtevano, to je ena od pomembnih poenostavitev. In ima naslednje torej kategorije podatkov, za katere pač moramo biti pozorni in potem jih seveda prevajati, kaj to pomeni za nas. Določene točke so tako imenovane bistvene ali obvezne podatkovne točke, ne da jih izpolnimo in razkrijemo se, torej na standarde ne moremo sklicevati. Potem so informacije, ki se poročajo samo, če so za podjetje relevantne oziroma če nastopijo določene okoliščine. Če teh podatkov ne razkrijemo, to pomeni, da za nas niso relevantne oziroma do teh okoliščin ni prišlo in nam ni treba dodatno to pojasnjevati. Določene točke v standardih imajo status prostovoljnih podatkovnih točk, če je za nas to relevantno. Standard pa odpira torej tudi, kot sem že omenila, to polje vključevanja sektorsko specifičnih informacij, kajti vemo zlasti za te subjekte, ki ste bili zavezanci za poročanje, pa morda niste več, da imate kompleksne sisteme, tudi morda gre za tako industrijo, ki imate številne vplive na ljudi in okolje, ki jih želite oziroma deležniki od vas pričakujejo, da jih razkrivate, potem te informacije dodate. Potem so pa informacije za podjetja z največ 10 zaposlenimi. Seveda tam so pa določene izjeme, kjer prihaja do poenostavitev. Standardi torej vsebujejo, ohranjajo to dvojno logiko, kako mi vplivamo na ljudi in okolje, se pravi, gre za dinamiko od znotraj navzven in kako okoljska socialna vprašanja vplivajo ali lahko, se pravi dejansko in morebitno, to je vse v bistvu ta logika, ki jo poznamo tudi iz ESRS-ja, vpliva naš finančni položaj, uspešnost, denarne tokove in tako naprej. Kot rečeno, to ni formalna ocena dvojne pomembnosti, je pa izredno pomemben premislek, na podlagi česa izpolnjujemo podatkovne nize kot pomembne, kako jih dodajamo z vidika sektorskih, prostovoljnih in tako naprej. Pomembno je torej, če ta osnovni nabor ne zadostuje, potem seveda izrecno standardi tu omenjajo, da stvari nadgradimo in posebej tudi nas spodbuja, da premislimo, kar se tiče poročanja o emisijah obsega 3 ogljičnega odtisa, zlasti, če smo v takih sektorjih, kjer je to pomemben vpliv. Enako kot pri ESRS-ju, prvo leto poročanja poročamo samo za to izhodiščno leto, potem pa vsako naslednje leto imamo še to primerjavo, se pravi primerjalne podatke za predhodno leto. Sedaj pa konkretneje možnosti poročanja. Standardi ohranjajo 2 možnosti, enako kot smo bili navajeni pri VSME. Možnost 1 je osnovni modul, se pravi, ta se priporoča za podjetje, ki se standardi šele spoznavajo, ki pravzaprav prepoznavajo, kakšni so naši vplivi, ali že prepoznavamo kakšna finančna tveganja, priložnosti, že zbiramo neke osnovne podatke, nekako se orientiramo, kakšne so priložnosti z področja trajnostnosti, kakšna so naša tveganja. Se pravi, to je nek tak osnovni model. Gre za 11 razkritij, namenjen je zlasti, kot rečeno, mikro, majhnim podjetjem, te, ki se izpostavljajo, podjetje z manj zahtevnimi potrebami za kupce, za banke. In v bistvu ta podjetja, kot rečeno, ko začenjajo shoditi in izpostavljata nek minimalni nabor informacij z področja ISG. Druga možnost je pa dvojček, osnovni in celovit modul, enako kot pri VSME-ju, ni mogoče, ko rečemo, ne, mi ne bomo osnovnega, mi bomo celoviti in gledamo samo celoviti modul, celoviti modul po logiki VSME-ja in tudi poročanja o trajnostnosti je zmeraj kot hiša, sloni na temelju in ta temelj je zmeraj osnovni modul, Prvo nadstropje je pa potem ta celovit modul in tu se nadgrajuje. Torej, podjetje k osnovnemu modulu doda razkritja, v samih standardih se uporablja tu
črka C, in to je od 1 do 9, primeren je za podjetja, ki sodelujejo z večjimi kupci ali so že bili zavezanci po ESRS, stvari obvladujejo, so pomemben del mednarodnih dobavnih verig ali pa potrebujejo neko obsežnejše sodelovanje bodisi z vlagatelji ali skratka drugimi finančnimi inštitucijami. Imajo tudi že kompleksnejše razumevanje trajnostnega razvoja, imajo vzpostavljen svoj sistem, cilje, strategije, imajo tudi zahtevnejše ESG vplive, določene industrije so take, ker po sami naravi so lahko recimo energetsko intenzivnejše in tako naprej. In želijo, se pravi, imajo že to zrelost, da želijo podatke uporabljati tudi pri strateškem odločanju. Torej, ponavljam, osnovni modul je osnova tudi za celovit modul. Kot rečeno, se prostovoljni standardi v celoti nanašajo na strukturno razumevanje ESG iz ESRS standardov. Tudi tu imamo v mislih teh 5 področij z področja okolja, podnebne spremembe, ki se podkategorično delijo, energija, potem gre za blaženje, prilagajanje podnebnim spremembam, potem celotno področje onesnaževanja, vode, morskih virov, biodiverzitete, ekosisteme in se zaključuje z rabo virov in krožnega gospodarstva, seveda se dopolnjujejo še s tistimi sektorsko specifičnimi ali lastnimi specifičnimi vplivi, če niso torej navedeni v generičnih standardih. Potem imamo 4 področja z področja družbe, lastne zaposlene, delavci v vrednostni verigi, prizadete skupnosti in potem kupce, končne porabnike, in ta G del upravljavski je poslovno ravnanje. Na hitro se sprehodimo čez teh 11 kategorij B-ja. Tu bomo hitri, ker gre za te osnovne nekako metrike razkrivanja. V prvem razkritju se podjetje opredeli, za kateri modul bo poročalo, to je tako nas spomne na BP, Basis for Preparation v ESRS standardih, V drugem razkritju podjetje predstavi prakse, ukrepe, politike, prihodnje pobude za prehod na bolj trajnostno gospodarstvo, seveda v kratkih besedah, koliko je na kateri fazi razumevanja. Potem naslednje od 3 do 7, te 4 metrike, sledijo z področja okolja. Gre za energijo, emisije toplogrednih plinov, zlasti se predvideva, pričakuje razkrivanje ogljičnega odtisa, obsega 1 in 2, potem področje onesnaževanja zraka, vode in tal, seveda tista področja, ki so za podjetje relevantna, pomembna, ki so del neke presoje lastnih vplivov na ljudi in okolje, dotika se biotske raznovrstnosti, kjer je to relevantno, vode in rabe virov, krožno gospodarstvo, ravnanje z odpadki. Gre za osnovne metrike. Potem sledijo 3 metrike z področja družbe in to izrazito ali pa izključno z področja lastne delovne sile, se pravi, tu se ne vključuje delavci v vrednostni verigi, tudi še ne prizadete skupnosti ali kupci, gre za splošne značilnosti zaposlenih, zdravje in varnost, plačila, kolektivna pogajanja in usposabljanje. Z področja upravljanja je eno samo razkritje, ki se nanaša na obsodbe in globe za korupcijo in podkupovanje. Se pravi, tu vidimo, da gre za nek mehek pristop osnovnega nekega razkrivanja. Sedaj bi tu rada nekako še se dotaknila tega, kako naj to podjetje počne, Se pravi, če podjetje do sedaj ni razkrivalo teh razkritij o trajnostnosti, lahko to seveda naredi v okviru prostovoljnih standardov, v okviru letnega poročila, lahko pa to pripravi kot tudi samostojni dokument, lahko ga samostojno razkriva vsem, se pravi morda na svoji spletni strani, lahko pa tudi izključno samo določenim deležnikom. Tu prostovoljni standardi ne predpisujejo določenih obveznih poti, ampak dajo neko prosto pot presoje, da se samo podjetje odloča glede na specifično situacijo, glede na želje, potrebe in tako naprej. Potem smo pa že pri celovitem modulu, to je C1, C9, ki temelji torej že na bazi osnovnega modula, ki ga pa nadgrajuje. Se pravi, pri poslovnem modelu strategije in pobude
opiše pomembne skupine izdelkov, storitev, ključne trge, glavne poslovne odnose, pomembne dobavitelje, kupce, distribucijske poti, elemente strategije, ki so seveda povezani z ESG vprašanji. In za podjetja z največ 10 zaposlenimi so te informacije prostovoljne, za vse ostale so obvezne, seveda, če se odločijo za ta standard. Znova, če boste ta standard uporabljali znotraj razkriti, ki je del vašega letnega poročila, se lahko tudi poslužujete elementov sklica, če so recimo predstavitve ključnih trgov ali pa recimo vaših kupcev, distribucijske poti že predstavljeni v vašem poslovnem poročilu, lahko prihaja do sklicev. Tako smo se tudi v marsikaterem podjetju dogovorili tudi za ESRS standarde, zato da ne obremenjujemo bralca z nepotrebnim podvajanjem in širimo neko razkrivanje, če to ni nujno potrebno. Torej, gre C1 je v nekem smislu širši kontekst razumevanja, v kakšni fazi, v kakšnem konceptu, v kakšni delu vrednostne verige, trgov in tako naprej se določeno podjetje nahaja. Smo pri 2, ki gre za opis praks, politik, prihodnjih pobud za prehod in bolj trajnostno gospodarstvo. Te informacije so zdaj poglobljene glede na B2, kjer se ne pričakuje več samo neko splošno generično zavezo, neko morda samo ciljno pričakovanje, ampak se tu pričakuje že neka vsebina ukrepov, konkretna področja, ki se pokrijajo, že vključevanje vrednostne verige, tako dobaviteljev kot kupcev, že neko ciljno načrtovanje in potem tudi spremljanje izvajanja, to že vidimo, kako se približujemo konceptu ESRS-ja in seveda po želji tudi raven odgovornosti za izvajanje, ali to odgovorno najvišje vodstvo ali kdo v sistemu. Se pravi, to poročilo se že začenja povezovati z upravljanjem, torej ne navajamo samo imamo ali ne, ampak je treba pokazati odgovornost, ali se izvaja, ali merimo napredek, kakšen je napredek, kateri del vrednostne verige je vključen in tako naprej. In tudi tu se poudarja, če je smiselno, relevantno, če to zmoremo, je potem ta obseg emisij 3 tudi tu nekako zaželjen, ni pa seveda obligatoren. Smo pri C3, gre za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in podnebni prehod, se pravi, ta celovit modul že potem od podjetja pričakuje neko večje razumevanje, poglobljenost, neko upravljavsko zrelost področja upravljanja podnebji. Torej, nekako se pričakuje, da ima podjetje že cilje zmanjševanja emisij in da poroča katero je ciljno leto, kakšna je vrednost ciljnega leta, kakšno je izhodiščno leto, na primer izračuna ogljičnega odtisa, kakšna je izhodiščna vrednost, kakšno je uporabljeno mersko enoto, glavne ukrepe in tako naprej. Zlasti je to smiselno in potrebno, če je podjetje v nekem sektorju, kjer je pravzaprav energetsko intenzivno. Smo pri 4, to so podnebna tveganja, tu podjetje že razume, da obstajajo fizična podnebna tveganja in jih zna tudi prepoznati, jih zna nekako tudi oceniti. Tudi je seznanjen s prehodnostnimi tveganji, to so nas vse naučili, standardi TCFD, je potem že nekako presodilo izpostavljenost občutljivosti, sredstev, vrednostne verige, časovna obdobja tveganja, ima že ukrepe za prilagoditve in lahko seveda prostovoljno tudi ovrednoti finančne posledice, to vemo, da pri ESRS, prvo leto še ni bilo treba, potem smo dobili prehodno leto, ker je to za podjetja pogosto to kar kompleksno. Potem začnemo pa že poglabljati področje družbenih dejavnosti, se pravi dodatne značile, lastne delovne sile, lahko poročamo razmerje med ženskami in moškimi na vodstveni ravni, število zaposlenih, ki delajo samozaposlenih, ki izključno delajo za podjetja, število agencijskih delavcev, se pravi metriko nekako razširimo, iz osnovnega modula, hkrati nas pa tudi nekako spodbuja,
ponuja ta standard, da poglobimo razumevanje tudi določenega elementa, nekih kazalnikov, kot je recimo fluktuacija, potem že z drugimi elementi uspešnosti našega poslovanja, kot so stroški nadomeščanja, izgubo znanja, kakovosti proizvodnje, se pravi, tu, kot vidimo, že pomeni nek večji zrelostni pristop. Potem imamo C6, kjer pravzaprav gre za človekove pravice pri lastnih zaposlenih in tu standard stvari poenostavlja, da jih poročamo z da ali ne imamo, se pravi, tu gre za v nekem smislu neke politike, neke kodekse. Naslednji C7 pa že govori o incidentih na tem področju in tudi govori o teh potrjenih incidentih med lastno delovno silo, kjer tudi poročamo z da ali ne, in če imamo potem neke take številke, ki kažejo na incidente, tudi lahko opišemo, kakšne ukrepe imamo, kot rečemo, popravljalne ukrepe ali potem ukrepe za spremembe, in seveda to navedemo. Potem imamo C8, to je tudi v korelaciji z potrebami finančnih inštitucij, poročamo prihodke, ki jih imamo z določenih dejavnosti, seveda, kot vemo, to so prepovedano orožje, pridelava, proizvodnja tobaka, potem gre za fosilna goriva, premog, nafta, plin, določene proizvodne kemikalije in tako naprej, in to rabimo pravzaprav za potrebe tudi teh finančnih inštitucij, zato da je so prostovoljni standardi relevanten ta vir, podatkovni okvir razkrivanja tudi za te inštitucije. C9 je pa razmerje med spoloma v organu upravljanja, seveda, če je to smiselno, če imamo tak organ upravljanja vzpostavljen in če je to relevantno, potem to razkrijemo. Kaj v resnici zdaj pomeni to v vrednostni verigi? Dajmo se še pikico o tem pogovoriti. Torej, omejitev, kdaj potem ta omejitev razkrivanja v vrednostni verigi postane to relevantna. Pomembno je torej, da si tu pogledamo prilogo 2, ki posebej, kot vemo, na tabelaren način prikaže in našteva podatkovne točke, ki pomenijo zgornjo omejitev, ki jo morajo upoštevati velika podjetja, zavezanci po CSRD. Torej, če smo mi to veliko podjetje, od naših partnerjev v vrednostni verigi ne smemo zahtevati več, kot je tu določeno, razen če jih na to opozorimo in jih prosimo zaradi določenih razlogov, da to naredijo na prostovoljen način, Zaščita je torej za podjetja, ki so zaščitena, kot sem že povedala, za 1000 in manj zaposlenih. Če pa imate v vrednostni verigi podjetje, ki ima več kot 1000 zaposlenih, pa nima te zaščite, Torej, zgornja meja ni enaka avtomatično osnovnemu in celovitemu modulu, zato potrebujemo to prilogo 2, kjer si natančno to pogledamo. Če pa je naš partner v vrednostni verigi podjetje, ki ima 10 in manj zaposlenih, pa vemo po tej tabelci, da so še dodatno zaščiteni, torej, da imajo še manjši obvezen nabor podatkov, za katere lahko od njih zahtevamo, Se pravi, od nobenega ne smemo zahtevati, da pripravi celovito poročilo po prostovoljnih standardih, če ni zavezanec, Se pravi, to je neka zaščita in je to pomembno, da vemo in te zaščite tudi zahtevamo. Torej, zaščiteno je podjetje, ki v vrednostni verigi zavezanca po CSRD, ki v predhodnem poslovnem letu povprečno ni preseglo 1000 zaposlenih in zaščita velja ne glede na prihodke. Se pravi, kakšno pravico ima to zaščiteno podjetje, če torej sem jaz to podjetje, ki od mene moj, recimo, kupec zahteva dodatna razkritja, potem sem zaščitena, torej, če imam 1000 zaposlenih ali manj in če pravzaprav oni mi napišejo, da to zahtevajo za potrebe lastnega poročanja. Treba je jasno torej označiti, katere informacije presegajo omejitev
In tiste, če pa jaz to želim ali pa drugi od mene več kot to, moramo jasno označiti, a ne, če imamo te naše vprašalnike, kaj je več kot ta priloga, in po drugi strani tudi obvestiti to podjetje, da ima pravico zavrniti te dodatne informacije, ki jih od njih zahtevamo, a ne. Torej, enako moramo to spoštovati tudi v pogodbenih določbah, a ne. Zavezanec torej za CSRD je še vedno odgovoren za svoje poročilo. Torej, če imam jaz določena podjetja v svoji vrednostni verigi, ki imajo 10 in manj zaposlenih in so zaščitena pred razkrivanjem čezmernih informacij, jaz pa te informacije rabim, zaradi tega, ker so to del mojih razkritij, vplivov, tveganj in priložnosti glede na mojo lastno oceno dvojne pomembnosti. Kaj potem pomeni? A ne, potem moram uporabiti razumne ocene, sektorska povprečja, podatke življenjskega cikla, lastne podatkovne zbirke lahko ustvarjam, lahko jih kupim ali delam druge se pravi neke približke, a ne, ne morem pa tega bremena naložiti, se pravi tem podjetjem, ki torej so zdaj po novem zakonsko zaščitene. Torej, posledica za velika podjetja je, da se mora sistem zbiranja podatkov spremeniti iz modela od dobavitelja, lahko zahtevam vse, v model, določim, kateri podatek je dejansko potreben, preveriti, ali gre za namen CSRD ali kako drugače, preverim status in velikost poslovnega partnerja, ali ima do 10 in manj zaposlenih ali 1000 in manj zaposlenih, preveriti, ali je ta podatek v prilogi 2 in če ne, presodim potem drugo pravno podlago, poslovno podlago, se pravi, in če ni to neposreden, se pravi, dosegljiv meni primarni podatek, potem moram uporabiti ustrezno oceno. Tako da, seveda pa te omejitve ne veljajo za podatke po drugi zakonodaji, a ne, ne morem reči, zato pa ne bom zdaj spoštovala CBA, ne bom EUDR, ker sem taka, zdaj tu govorimo samo izključno za zaščito v okviru poročanja za namene, torej skladnosti z direktivo CSRD, a ne. Se pravi, praktični preizkus posamezne zahteve, ob vsakem vprašalniku je treba odgovoriti na 4 vprašanja. Kdo zahteva podatek? Za kakšen namen ga zahteva, v tem primeru ali za zahtevo za razkritje po CSRD-ju, iz katere pravne in poslovne podlage izhaja ta zahteva in ali je zahtevani podatek v prilogi 2vs. Šele na to presodimo, ali podjetje lahko torej zahteva ta podatek ali po drugi strani, ali lahko zavrne to zahtevo, da jaz ta podatek dam. To pa je novost teh prostovoljnih standardov, ki jo bo v praksi potreba upoštevati. Se pravi, predlaganje segmentacije zahtev, se pravi, so jedrni zahtevki, pa so sektorski podatki, potem je še določena druga zakonodaja, ki je lahko za nas, a ne, zanimiva, kot EUDR, CBA, PPVR, baterije, skrbni pregled, a ne. To gre pa pač za tako imenovano komplementarno trajnostno zakonodajo. Potem so določeni poslovni podatki, ki so seveda za nas pomembni, pa še potem prostovoljne informacije. Se pravi, ko se odločamo potem za ta naš pristop, a ne, k prostovoljnim standardom, seveda uporabljamo najprej ta jedrni podatkovni del, a ne, ki jih standardi zahtevajo, ampak hkrati to ni dovolj, a ne, za določene zahteve, če imamo potem še dodatne zahteve ali strani trga ali zakonodaje, potem seveda vsako podjetje presodi, v kateri fazi je, v kateri položaju, katera zavezanec še katerih drugih zakonodaje in tako naprej. Se pravi, velika podjetja naj ne čakajo za poročilo 27, pomembno je, da prilagodimo vprašalnike, pogodbe, IT sisteme, nabavne postopke in v bistvu, ko to prilagajamo, vsi vemo, da potrebujemo kar nekaj časa, a ne. Torej, pravna prilagoditev zahteva preslikavo vsakega vprašanja na prilogo 2, odstranitev podvajanj, označitev vprašanj nad zgornjo mejo, ločitev
zahtev CSRD, od drugih trajnostnih zahtev in uvedbo različnih vprašalnikov glede na velikost in dejavnost dobavitelja. Torej ne smemo vseh enako spraševati. Za vsako stvar dokumentiramo, zakaj je namen našega zbiranja, spremembo pogodbenih določil, usposabljanje nabave in ostalih služb, da bodo sami znali presoditi, kako določenim stvarim pristopati. Se pravi, vsaka skupina vprašanj mora imeti torej svoj določen namen, pravno in poslovno podlago, odgovornega lastnika, ciljno skupino dobaviteljev, pogostost zbiranja, pravila preverjanja, način ravnanja z manjkajočimi podatki. Ker potem vemo, da tiste, kar ne dobimo iz primarnega vira, kako bomo to nadomestili, ker podjetje, ki pa je zavezano po CSRD, pa mora po tej direktivi pa poročati po vrednostni verigi na drug način. Še zagotovilo in preverjanje poročila, se pravi, sami prostovoljni standardi ne zahtevajo zunanjega zagotovila. Komisija izrecno navaja, da podjetje zaradi zmanjševanja stroškov niso dolžna pridobiti zagotovila v poročanju. To pa ne pomeni, da včasih morda tak pregled zunanji ni mogoč ali poslovno smiseln, da ga morda lahko uporabi za notranjo kontrolo, strokovni pregled metod izračunov, pregled skladnosti standardov in tako naprej. In to je lahko tudi pomembno. Zdaj, tu bi samo omenila, da kot veste, je zunaj vavčer, ki pa zahteva, gre za kot vemo, sofinanciranje na podlagi sistema vavčerjev za poročanje malih in srednjih velikih podjetij po prostovoljnih standardih. Ta vavčer pa zahteva zunanjo zagotovilo, ampak to je zahteva torej tega mehanizma, ki ga je pač dala naša država, to pa ne pomeni, da to zahteva sam standard. Mi smo imeli načrtovano neko anketko, ki jo bomo zdaj zaradi časovne stiske preskočili in bi rada zaključila torej z vavčerjem. Kot veste, zunaj je vavčer za prostovoljno poročanje o trajnostnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Višina financiranja je do 60% upravičenih stroškov, najmanj 1000 evrov subvencije, največ malo manj kot 10 000 evra in poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. marca 2028. Če vam je to smiselno, si boste to tudi pogledali, kakšne so to pogoji in ali je to nekaj, kar je za vas lahko dodatna spodbuda. Torej, če zaključim z neko tako sklepno mislijo, novi prostovoljni standardi so pravzaprav nek mehanizem za standardizacijo ESG podatkov, torej gre za nek podatkovni jezik, za neko strukturirano način razumevanja, prenos podatkov med podjetji, med deležniki, hkrati gre za poročevalski okvir, gre za podatkovni model. In tu ima tudi pomembno pravno zaščito, danes sem kar nekaj povedala o tem, pred nesorazmernimi zahtevami in tu pa se v nekako globlje vpenja tudi v velike zavezance po CSRD-ju, kot drugače lahko rečemo, vse ti standardi nimajo za nami nobene veze, so zelo pomembni del upravljanja vrednostnih verig. Res pa je, da bo njihov dejanski uspeh odvisno od tega, ali ga bodo velika podjetja res upoštevala in prilagodila svoje vprašalnike in upravljanje vrednostnih verig, ali bodo finančne inštitucije gradile svoj podatkovni sistem, ali ga bodo uskladile s temi standardi in dejansko tudi drugi uporabniki, ali bo to res nek evropski skupni referenčni jezik, ker bi na ta način potem komunikacija lahko hitreje, lažje stekla z manj nepotrebnega koriščenja virov. Tako da to je bil en tak hiter pregled, jaz upam, da vam je bilo koristno. Če so še kakšne vprašanja, se lahko name obrnite po mailu, sicer pa najlepša hvala za pozornost in verjamem, da se še kmalu kje srečamo, zaenkrat pa lep pozdrav in vse dobro.